Ali so tudi vam v zadnjem tednu delale težave oddaje evidenc DDV? Gre za novo obveznost, ki jo je letos poleti vpeljala vlada. O tem se bomo pogovarjali z našo današnjo gostjo, Mojco Vincek iz računovodskega servisa Kleos. In to v našem prvem videokastu Davki do dna. Z vami sem Tanja Smrekar, novinarka časnika Finance, vabljenih ogledu. Mojca, živjo. Kako si? Živjo. Kako si? Midve se bova kar tikali, ker se poznava že kar nekaj časa. Ja. Si se kaj spočila, si nabrala nove moči za september, naslednji mesec, drugi mesec oddaje evidenc DDV? Ja, moram reči, da sem ravno z dopusta, po koncu avgusta sem takoj po oddanih vseh evidencah in obračunih DDV šla na dopust. Ja? Tako da imamo novo energijo. Ja, moram reči, da letošnje poletje za računovodja ni bilo najbolj prijetno. Te evidence in pa sploh študij, kako pripraviti in oddati vsa pravila. To se je začelo že tam nekje spomladi, ko je Furs izdal prvo pojasnilo. Moram pa reči, da je danes že 14. verzija, tako da so nam kar popestrili poletno branje. No, fino. Skratka, mirno lahko rečemo, da je ta nova obveznost postala prava nočna mora. Na vladi, ko so to uvajali, predlagali, so sicer rekli, da tako ali tako morate že zdaj podjetja, servisi, njihovi računovodski voditi te evidence, zdaj je samo obvezna oddaja. Pa je res tako, mislim, ne zdi se tako, ne? Da kot da ni nič, ne? Ne, je res, da smo oddajali, da smo imeli vsi evidence, oddajali smo jih samo v primeru zahtev Fursa pri davčnih kontrolah. Sicer pa ni enako, kot je bilo, namreč verjetno si v praksi ne znajo predstavljati, kako to vse skupaj poteka. Te evidence morajo biti dejansko popolnoma točne, vsi podatki v evidencah morajo biti točni in v praksi se velikokrat zgodi, da dobimo nečitljive podatke, da so dokumenti sprani oziroma obledeli, predvsem pri blagajniških računih. Da so štempli čestne, številke. Tako, da na blagajni marsikdaj dajo žig čez podatke in potem nimamo pravih podatkov. Tako da zdaj je bistveno bolj zahtevno iz vidika, da moramo zahtevati prepis računa in to nam podaljša samo obračun za nekaj časa. V bistvu težava je v tem, da če ne vidite prave številke, niti ne morete oddati evidence pravi čas, ne? Če jaz prav razumem, oziroma morate pregledati vse spletne strani, če je recimo poslovni partner iz tujine, morate tudi tja poklicati, preveriti vse to, mogoče na prvi pogled zgleda, da je to malo, ampak če imate vi tam 100 takšnih računov, a ne? Ja. Dejansko moramo zahtevati prepis računa, se pravi pozvati podjetnika, ne zahteva od dobavitelja nov račun. Včasih, recimo, če gre to za, ne vem, eno od trgovin, se mora napotiti tam zahtevati prepis računa. Kadar gre pa za tujino, so pa ti postopki veliko daljši, oziroma vedno je odvisno od tega, kdo je na drugi strani. Se pa lahko zgodi, da dejansko pravočasno ne prejmemo dokumentov, moramo vključiti to v naslednji mesec in posledično ima stranka stroške, ker je potrebno pri tujih računih od samo obdavčitve obračunati tudi zamudne obresti. Ja. Ampak skratka, naj tukaj poudarimo, da v bistvu gre za majhne zadeve, za tako administracijo, ki dejansko, če te številke na računu ne bi bilo v evidenci, nekdo ne bi zaradi tega plačal manj davka prej. Tako je. Zdaj pa se lahko zaplete zaradi neke, če lahko rečem po domače, brezvezne birokracije, to, da ima na koncu stranka oziroma podjetje više račune zaradi zamudnih obresti, lahko se zaplete pri pregledih, nadzorih. Tako je. V bistvu. Je res. Pride do tega, da pač stranka plačuje zamudne obresti, kljub temu, da se trudi pridobiti dokumente pravočasno.
Poleg tega moramo tudi razumeti, da mi v računovodskih servisih ne poslujemo z eno stranko, da gre tukaj za cel kup strank, večina njih ima obračune za oddati do 20. v mesecu. Od vseh njih moramo pridobiti vse dokumente, da jih lahko pravočasno vključimo. Tako da v tem primeru je res časovna stiska in še zlasti, ko ne vidimo vseh dokumentov oziroma ko ne vidimo vseh podatkov na dokumentih. Kaj recimo, če strneva, kaj bi lahko rekli, da podjetnike najbolj skrbi? Da bi bilo kaj narobe, bi imeli nadzor, ne vem. Ja. Da ne bi mogli oddati in potem so kazni lahko na tisoče in tisoče evrov, ne? Ja, kazni so kar visoke. Bom pa tako rekla, da podjetniki dejansko predajajo te odgovornosti nam, mi smo dolžni za njih pravočasno in pravilno oddati vse evidence. Tako da zdaj čisto odkrito povedano, ne moram reči, da jih zelo skrbi, ali bojo pravočasno vse oddano. Je pa res, da jih mi sami opozarjamo tudi na to, kakšne so kazni, da je treba pravočasno nam dostaviti dokumente in tako naprej. No? Ker odgovarjajo v bistvu oni. Oni odgovarjajo, seveda. Vi potem lahko nosite posledice zaradi njih, od njih, ne pa od Fursa. Od Fursa jih, oni. Skratka, v brku vsemu povedanemu spomnimo. Ne? Vlada je rekla, da je v bistvu ta nova obveznost oddajanja evidenc v dobro zavezancem, da gre za administrativno razbremenitev, da bodo lahko bi rekli nekako po vzoru informativnih izračunov dohodnine, da bodo davčni zavezanci podjetja dobili predizpolnjen obračun, ampak a je res to neka administrativna razbremenitev, boste res zato imeli manj dela in vi in podjetja oziroma podjetniki? Bom čisto odkrita, ne? Predizpolnjeni obračuni, rok za oddajo za mesec julij, ko smo prvi mesec oddajali, je bil 14. avgust za zavezance, ki morajo oddati do 20. avgusta. Aha. Za tiste, ki so zavezani do konca meseca, je bil rok 26. avgust. Torej, to pomeni, da bi mi morali od vseh zavezancev prejeti vse podatke do najkasneje 14. avgusta, kar je praktično nemogoče. Računovodski servisi, naš mesec, mi dejansko se ukvarjamo z obračuni plač skoraj do 18. v mesecu. Vmes seveda evidentiramo dokumente, vendar tista glavna kontrola pred obračunom DDV se včasih zavleče tudi do 20. Tudi do 20. moramo čakati, da prejmemo vse dokumente strank. No, ampak ta, recimo, plus tega, da dobite predizpolnjen obračun, da če oddate evidence, a je to plus ali ni, ali je itak že vse avtomatično, ko vi že sami delate evidence zase, a ne? Če prav razumem. Ob obračunu DDV-ja programi so dejansko pripravljeni tako, da iz samih evidenc že pripravijo obračun DDV-ja, se pravi obrazec DDV-o. In bom kar povedala, v našem računovodskem servisu smo vse te obrazce oddali hkrati z evidencami DDV-ja. Se pravi, za evidence in obračune hkrati, ker vam to avtomatsko naredi in recimo ta državna usluga, da dobite nazaj njihov obračun predizpolnjen, v bistvu ni usluga, ker to v bistvu že imate, ne, sami? Ja, to imamo sami, hkrati pa gre za dejansko prezgodnje roke. Dejansko je nemogoče, da 14. razen recimo pri parih majhnih podjetnikih, ki so izjeme, to zaključiti celotni obračun do 14. v mesecu. V redu. Preden greva na konkretna primera, ker bomo tudi pokazali gledalcem, kako pač zgleda oddaja teh evidenc, naj te še vprašam, glede poslovnih skrivnosti nadzora. Res je, da je Furs že v preteklosti lahko zahteval cel kup podatkov, tudi evidence DDV,
ampak zdaj jih mora dobiti po avtomatizmu od vsakega. A ni to nekoliko, če lahko tako rečem, Big Brothersko? Ja, enostavno imamo občutek da se podjetniki počutijo, kot da jim furs stoji diha za ovratnik. Kar nekaj je bilo teh negativnih odzivov na to, pa ne zdaj z vidika, da bi karkoli delali narobe, a ne? Da se razumemo, ampak dejansko je ta nadzor zdaj že tolikšen, da imajo občutek, kot da počutijo se prav ujeteno v nek primež, utesnjene. In poleg vseh sprememb, ki so bile letos, in sprememb zakonodaj, ki vplivajo na poslovanje podjetij in podjetnikov, je zdaj še ta ni pripomogla k boljšemu vzdušju v poslovnem svetu. Če te nekdo ves čas nadzira, a ne, imaš najbolj občutek, da te nekdo, ki ga ti plačuješ, da je tvoj servis, ima že a priori za lopova, ne? Recimo na nek način. No, ne moramo zdaj tukaj reči, furs ni on predlagal te obveznosti, ne, kakor slišamo avtotoni, kar težav, a ne s tem, oziroma kar veliko dela, no, ampak dobro, vseeno pa vemo, da tudi kar radi nadzorujejo, a ne, sej, če nekatere je ampak dobro, to bomo. Tako, Mojca, najbolje je, da greva kar na praktični primer in pogledava, kako bi izgledala oddaja evidence DDV za tipičnega davčnega DDV zavezanca. Ti delaš na programu Minimax, morava povedati, da so programi tudi drugi, da jih je veliko in da je pač to izbira vsakega servisa ali podjetja. A ne? Tako je. Zdaj pa za primer bom kar pripravila obračun za mesec avgust, seveda ne bom obračuna oddala, ampak gremo pogledati, kako to poteka, da se mi pripravijo, seveda pregledamo vse dokumente najprej, da se mi pripravijo evidence, moram dejansko potrditi sam obračun, in to bi naredili, naprimer, zdaj bi oddali, če bi imeli vse dokumente in vse pregledano. Evidence so združene tukaj. Ja. Naj samo opozoriva, da to niso pač še prave, tako. To je samo primer, ne? Ja. To je samo primer. Ja. Se pravi, dobimo z samim klikom listo zapisov knjige izdanih računov, se pravi vse evidence in pa knjige prijetih računov. Nam ta program omogoča, da dejansko damo z enim samim klikom. Torej, če kliknem na ta gumbek, bodo evidence oddane. V določenih primerih, glede na to, da delamo v več programih, imamo tudi opcije, ko nam shrani te evidence za zipen CSV, se pravi dokument, ki ga potem uvozimo v e-davke. Teh načinov je več, odvisno je seveda od programa, ki ga uporabljaš. V program pa pač sproti vnašate recimo račune, ko vam jih pošljajo stranke oziroma svoje sproti, ker ste tudi vi pač zavezani za poročanje. Zavezani vaš servis, dobro, hvala. Potem greva pa lahko morda naprej tudi na primer mini blagajne, ki je pa primerna za manjše davčne zavezance in je brezplačna. To je v bistvu Fursov program, ne? Ja. Na njihovi spletni strani. Ja, jaz sem za to, da malo poenostavimo, pa da pohitrimo, izbrala oziroma vnesla 2 primera računov, in sicer en izdan račun in pa en prejet račun. Sam vnos je enostaven, treba je samo slediti navodilom oziroma je vse opisano. Noter vnesejo se datumi, številke, davčna številka, seveda brez SI. SI se pojavi tukaj, ko izberemo državo. Vnesemo osnovo za obračun DDV-ja in pa seveda DDV, ki ga moramo plačati, in zadevo shranimo. Zdaj,
seveda obračunajo veliko, opcij je veliko, treba je biti pozoren, treba je prebrati, katero polje je tisto, ki je pravilno. Vnesla sem tudi en primer prejetega računa, in sicer sem kar vas zbrala tukaj. Na enak način, se pravi s številko, datumi, dobaviteljem in pa davčno številko brez SI. Enako kot tam se vpiše ločena osnova za DDV in pa odbitni DDV. Na podlagi teh podatkov nam sam program z izbiro, na podlagi izbire obdobja, pripravi evidenco za oddajo. In sicer je postopek tak, da najprej označimo, kateri računi gredo v evidenco izdanih računov in kateri v evidenco prejetih, in nam dejansko naredi nek povzetek, ki ga lahko potem seveda oddamo. Mi ga zdaj se ne bomo, ker pač za vsak slučaj, pa ker ni ta prav. Pa ker ni ta prav. Mogoče bi samo še povedala, kako zadevo preverimo v e-davkih. In sicer na vpogledih izberemo evidenco oddanega DDV obračuna in pa seveda evidenc. Izberemo, dejansko smo rabimo dokazilo o poslanih evidencah, kjer pač ugotovimo, ali je z napakami ali brez napak. Ker smo mi to večkrat trenirali, imamo tudi trenutno napake in jih bomo kasneje odpravili. Takoj zatem pa želimo imeti tudi dokazilo, dokazilo o oddanem obračunu. V tem primeru ga lahko dobim za mesec julij, ker tega smo oddali. Zahteva vpis datuma, za katero obdobje iščemo, in dobimo tukaj dejansko, da smo oddali obračun za mesec julij. Super, hvala ti. Samo še eno vprašanje, zakaj mini blagajna ni primerna za recimo tiste nekoliko večje? Sam vnos dokumentov zahteva preveč časa. Jaz mislim, da je potem bolj smiselno poiskati nek program, ki ga lahko podjetniki ali pa računovodstvo uporablja. V bistvu gre tukaj za ročni vnos. Tako, ja. Je tudi cel kup računovodskih oziroma podpor za poslovanje, ki omogočajo samo recimo vnos izdanih računov. To pri upoštev predvsem pri normiranih. Atipičnih, ne? Ja, tako je. Super, najlepša hvala. No, imamo skratka tudi male podjetnike, ki poslujejo recimo z drugimi državami EU. Kot vem, te precej skrbi, recimo tu imamo v mislih predvsem sobodajalce, recimo tiste, ki sicer niso zavezanci za DDV, ampak ker oddajajo turistom, denimo prek Airbnb, morajo biti atipični zavezanci za DDV in sicer morajo plačevati DDV na provizijo, ki jo dajo recimo Airbnb ali pa Bookingu za posredovanje njihovih pač turističnih nastanitev gostom. Tega tudi oni nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV, ampak imajo pa obveznost, da oddajo evidence, če se ne motim. Ja, kateri so še recimo takšni? Tukaj gre v večini primerov za atipične zavezance. Tukaj gre naprimer za podjetnike, ki imajo majhen ali pa niti ne toliko majhen obseg poslovanja, če poslujejo v Evropski uniji in niso obvezni se registrirati kot navadni DDV zavezanci. Ker imajo manj kot 60,000 evrov prometa letno, ne? Ja, v Sloveniji, ne? Ja, v Sloveniji. Tukaj gre za podjetnike, ki naprimer
dobavijo blago do 10.000 evrov vrednosti. Vse, kar je več kot EU, tako. Kar je več od tega, dejansko se morajo registrirati kot DDV zavezanci. Skratka, samo to, da pojasnimo. Če poslujejo po EU, se morajo registrirati, če imajo več kot 10.000 evrov prometa v drugih državah EU. Če so samo pri nas, je ta meja 60.000. Tako je. Ja, tako. Ja. Pri atipičnih zavezancih pa dejansko nimajo pravice do odbitka DDV-ja, torej sobodajalci, ki oddajajo preko posrednikov, dejansko plačujejo DDV na podlagi računa, ki ga prejmejo za njihovo provizijo. Ampak samo na provizijo. Ja, tako. In potem morajo dati tudi evidence. A je to težko za njih? Ja, jaz bom tako rekla. Bil je čas, ko so reklamirali, da mali podjetniki, še zlasti normirani SPI, lahko vodijo sami računovodstvo. To je pri nas povzročilo kar nekaj slabe volje, ker imamo te izkušnje, ko potem gre nekaj narobe, ko bi mogli postati davčni zavezanci, da so prišli k nam z vsemi problemi. In to, da zdaj mislim, da se jih bo več odločili za strokovno pomoč. Ni več tako enostavno, treba je razumeti stvari, treba je razumeti, kako e-davki delujejo. Mislim, mi s tem poslujemo vsak dan. In v bistvu je država s to obveznostjo oddajanja evidenc, tudi za te male atipične, mogoče na nek način jim tudi zvišala stroške. Mislim, se je super, da pridajo po pomoč računovodjem in hvala Bogu, da ste, ampak mogoče pa zdaj to še recimo nek dodaten strošek za njih, ne, ker smo prej videli tudi na primeru, da velikrat sistem javlja kritične napake, a ne pa mogoče, da bo vsak vedel, kaj je narobe naredil. Po moje ne, no. Ja, če ne prej se takrat obrnajo na računovodje in potem pač jim skušamo pomagati. Je pa res, da tisti, ki so do zdaj delali sami, če niso res usposobljeni oziroma če nimajo nekih izkušenj, bodo kar z veseljem po moje poiskali računovodje. Ko bo ta rdeča lučka kritična napaka, a ne? Utripala na monitorju, ne? Ampak ko so ravno pri teh napakah, se zmotite. Če ste se zmotili, kako popravite te evidence, da kolikokrat se lahko zmotite v enem mesecu, recimo, kaj bi ti svetovala oziroma kakšne popravke so mogoče, recimo? Ja, mi že preden zaženemo obračun, da pregledamo vse. Se pravi, knjigo prejetih računov v samem obračunu preverimo, a imamo vse podatke vpisane, vse v redu, a so prava obdobja, če imamo zajete vse dokumente. Če oddamo oziroma poskušamo oddati evidence in nam javi kritične napake, potem gremo še enkrat od začetka. Iz opisa kritične napake poiščemo, kaj je bilo narobe in te napake odpravimo. Zdaj, če se pa slučajno zgodi, da smo narobe poročali, potem pa v naslednjem obdobju dejansko storniramo ta račun in poknjižimo pravilni račun. Kaj lahko že v istem obdobju to naredite? Recimo, da v enem mesecu date pač večkrat, kolikokrat lahko date evidence. Dobro, ne, recimo se zmotite prvič, pride še en račun, ne vem, ali ste ga nekam založili, vidite, hočete hitro to popraviti, ne, da ne bi potem imeli dodatnih obveznosti v prihodnjem mesecu, mogoče celo kakšne zamudne obresti. Zdaj načeloma mi kar zahtevamo od strank podatek, a imamo že vse dokumente za oddajo. Tukaj govorim predvsem o izdanih računih. Če so sami mesec zaključili. V primeru, da pa zdaj jaz ne moram reči, da iz praktičnih primerov lahko rečem, da lahko 10krat oddamo. Ker smo vsi slišali, da ne bi bilo tudi
to omejeno. Sam nikjer v zakonu ne piše, da je to omejeno, ne? Nikjer. Mi smo nekje v 3 poskusih kar uspeli speljati vse zavezance in oddati vse evidence v mesecu avgustu. Tako da... In nazadnje, ste vladi računovodja karkoli predlagali, da bi bilo recimo lažje, bolj normalno, tudi glede teh malih administrativnih zahtev, ki pa v bistvu pomenijo kritične napake, a ne? Zbornica računovodskih servisov ima občasne sestanke s Fursom. Glede na to, kaj se vse dogajalo, koliko so dobili pozivov tudi svojih članov, so dejansko na sestanku izpostavili, da govorimo, da nam manjka prehodno obdobje. Običajno, kadar se uvajajo novi zakoni, nam omogočijo neko prehodno obdobje v primeru, da pride do kakšnih, ne vem, programskih težav, kakorkoli, konec koncev lahko računovodja tudi zboli. In so dosegli, da Furs 2 meseca ne bo kaznoval zavezance, ki bi ali ne oddali evidence, ali bi pa z njimi zamudili rok. Škoda, da ni bilo to že kar na začetku tako mišljeno. Predvsem manj slabe volje bi bilo med nami. No? Skratka, bi še kaj dodali? Trenutno je neka iniciativa, da bi Furs, ki je šla na zbornico računovodskih servisov, da bi Furs dejansko podaljšal roke za poročanje. Tako za zavezance, ki poročajo do 20. kot tiste do konca meseca. Mislim, da imamo zelo kratek rok. V tem primeru bi bilo tudi predizpolnjeni podatki, smiselni in bomo videli, kako se bo to izteklo. Skratka, upamo, da bo naslednja vladna rešitev, katerakoli vlada že bo, zares pomenila poenostavitev, tako za podjetnike, podjetja, ljudi, ker v resnici bolj, ko je zapleteno, pa na nek način tudi ni slabo za davčne svetovalce in računovodje. Tako da, Mojca, najlepša hvala, ker si vzela čas. Hvala tebi. Se vidimo v priliki.